Pozdravljeni in dobrodošli na današnji razpravi o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona. Upam, da se z vsemi v redu slišimo in da nas spremljate tudi že preko našega Facebooka. Moje ime je Nina in prihajam z Inštituta za politike prostora in skupaj z ostalimi našimi partnerji iz mreže Stanovanje za vse smo danes se odločili organizirati to spletno javno razpravo. Naši partnerji so ob nas še tukaj danes z nami kolegi iz Inštituta za študije stanovanj in prostora, iz društva Pina, zavoda PIP in pa Avante Largo. Mi se pa v naši mreži skozi različne aktivnosti poskušamo zavzemati za premike stanovanjskega področja v neko pravo smer oziroma v neko smer, ki bo šla v širše javno dobro. In če nekateri ste nas mogoče spremljali že lani, ko smo novembra organizirali javno razpravo o predlogu novega stanovanjskega zakona, sedanja vlada pa se je odločila le za spremembe in dopolnitve obstoječega zakona in zato bomo danes v razpravi preverili še enkrat, kakšno je trenutno stanje stanovanjske problematike v Sloveniji, kakšne spremembe se nam obetajo s tem zakonom, zakaj se je zanje Ministrstvo za okolje in prostor pravzaprav odločilo in se spraševali, ali bodo te spremembe pravzaprav naslavljale obstoječo stanovanjsko krizo. Z nami so tudi 4 gosti, s katerimi bomo poklepetali. Moderator pa bo danes Rok Ramšak iz Inštituta za študije stanovanj in prostora, kateremu pa mogoče kar predajam besedo, da nas povede v razpravo in nam predstavi današnje goste. Ja, zdravo še v mojem imenu. Sem vesel, da se vas je kar veliko zbrali, pa upam, da jih je vsaj še parkrat toliko tudi na Facebooku. Pa ne samo, da ste prišli poslušati, ampak upam, da se boste kasneje tudi zelo aktivno vključili v debato. Če zelo na kratko povzamem, kaj je načrt, zdaj bi na kratko predvsem poskušali razumeti, saj verjamem, da mnogi že poznate, ampak za vsak slučaj, če kdo ne, razumeti, kakšno je trenutno stanje in pa kakšne so naše pravice, ko govorimo o stanovanjih. Potem bi si ogledali predlog dopolnitve stanovanjskega zakona, kaj pomeni, in pa se potem pogovarjati, kakšne posledice bo ta imel, kakšne rezultate bo potem imel v realnem življenju, onkraj nekih črk besed na papirju zakona. Potem bi se upam, da kar hitro lahko že tudi vsi ostali vključili v debato. Morda takrat še enkrat na kratko ponovimo tudi pravila vključevanja, ampak načeloma lahko se vključite tukaj preko Zooma, ali tako, da vključite kamero in mikrofon, dvignete roko naprej, ali pa tudi preko teksta, če ste mogoče malo sramežljivi ali pa imate ozadje, ker ne bi radi delili z nami, kakorkoli. Lahko pa vprašanje tudi pišete na Facebooku, tisti, ki gledate preko Facebook streama. Vsekakor bo pač ekipa tukaj spremljala vprašanje, pa poskušala vsa posredovati naprej, da jih tudi izpostavimo. Če nam slučajno zmanjka časa, bomo vprašanje shranili, pa posredovali naprej in morda upamo, da odgovorimo tudi kasneje. Karkoli se bomo danes tudi pogovarjali in pa kakšne ugotovitve, sklepe bomo imeli na koncu, vsekakor bomo to v okviru javne razprave tudi posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za pripravljanje tega zakona. Zdaj bi pa na kratko še mogoče predstavil današnje govorce, soudeležence razprave. Z nami je Klemen Proštajner, mladi raziskovalec iz Fakultete za družbene vede in pa zelo aktiven član zadruge Zadrugator. Potem Milena Šmit, ki mislim, da se nam je ravno kar zadnji trenutek uspela priključiti. Sem zelo vesel. Je pač dolgoletna pravnica z zelo bogatimi izkušnjami tudi iz področja stanovanja, kar deluje tudi v okviru Združenja najemnikov Slovenije. Potem je z nami gospod Sašo Rink, direktor javnega stanovanjskega sklada, ki deluje v okviru Mestne občine Ljubljana. Je eden bolj aktivnih pa recimo uspešnih
skladov, mogoče tudi kasneje govorimo zakaj, in pa tudi predsednik Združenja stanovanjskih skladov, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice. In še kot zadnji, pa mogoče tudi zelo pomemben, magister Matija Polajner, podsekretar iz Urada za stanovanje, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, in je tudi bil zelo aktivno udeležen v pripravi te dopolnitve zakona, ki jo bomo danes obravnavali. Ok, to je to za enkrat. Upam, da ste vsi že bili na morju, na počitnicah, mogoče je kdo še vedno, tudi super, tudi zato smo organizirali razpravo prek spleta. Ok, za začetek bi potem kar Klemna prosil, da nam mogoče pomaga bolje razumeti, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, kar se tiče stanovanjske preskrbe oziroma širšega stanovanjskega področja, pa bomo potem nadaljevali. Hvala za vabilo in hvala za organizacijo tega dogodka. Zelo pomembno, da pač o stanovanjih čim več govorimo, ker je tema zelo zanemarjena v Sloveniji. Jaz bi mogoče vprašanje lotil na način malo zgodovinski, in sicer, da v Sloveniji smo imeli dva temeljna načina zgodovinsko, na kak način smo prišli do stanovanja oziroma na kak način so se stanovanja gradila. Prvi je bil javni, se pravi ta znani socialistični sistem vlaganja državnega v javna najemna stanovanja. Drugi je bil pa samograditeljski sistem, pri katerega se je zgradila večina slovenskih lastniških stanovanj, ki je bil tudi mimogrede zelo močno državno podprt. In ta dva sistema sta zelo uspešno delovala v času socializma. Zdaj, kaj pa je problem danes, je pa, da smo v zadnjih 30 letih ta dva sistema popolnoma razgradili, jih onemogočili in omejili. Prvega, predvsem javni sistem, smo ga razgradili s privatizacijo stanovanj, z denacionalizacijo in predvsem z ukinjanjem sistemskih virov in ukinjanjem cele verige preskrbe stanovanj, kot je dostop do zemljišča, ugodna davčna politika in tako naprej. Samo graditeljstvo se pa vedno bolj omejuje zaradi ekonomskih značilnosti, zaradi birokratskih značilnosti in predvsem tudi zaradi socioloških, vedno manj imamo socialnih mrež, prek katerih bi preskrbeli si stanovanje. In zdaj krčenje teh dveh temeljnih načinov preskrbe stanovanja, koliko pride do njega, ni nadomestil noben sektor resno. Državni sektor ga ni nadomestil, ker država v 30 letih je preprosto področju se odrekla in v njega ni vlagala. Kar zdaj vidimo, zadnjih par let je v bistvu aktivnost parih skladov, ki so resno začeli razumeti svoje delo, ljubljanskega, državnega in še par drugih skladov, medtem ko država strani proračuna ne namenja sredstev in ne razvija tega področja. Tudi zdaj ideja je bila, da bo trg poskrbel za stanovanjsko področje. Tukaj vidimo, da je trg, ne moramo reči, da je popolnoma odpovedal, ampak je naredil to, kar trg naredi na stanovanjskem področju, zasleduje donose. Na zasebnem najemnem trgu vidimo to prek tega, da se oddajajo starejša stanovanja po visokih cenah za negotovimi pogoji. Če gledamo pa, kar se gradi, vidimo pa, da so institucionalni pravni investitorji gradijo veliko premalo in tisto, kar gradijo, je pa večinoma nedostopno. V Ljubljani, na primer, je trenutno povprečen projekt vila blok 15 stanovanj 4.000 evrov na kvadratni meter, če ne še več. Tukaj vidimo, da zasebni trg ne more nadomestiti te državne politike. In to vse se skupaj pač odraža v stanju, ki ga danes imamo, v katerem je vedno težje priti do stanovanja, v katerem 60% mladih še vedno biva doma, kar je ostanek socializma, in krize večje stanovanjske trenutno nimamo samo še zaradi tega, ker v bistvu živimo še na hlapih socialističnega sistema in samograditeljstva, v bistvu na ostankih tega, kar je bilo, kar so velike lastniške hiše, kar pomeni, da mladi lahko bivamo še pri svojih starših tudi po 30. letu ali pa si zgradimo prizidke, ali pa so imeli to srečo, da so naši starši po jazbinškem zakonu poceni kupili stanovanje, pa imamo zdaj stanovanje v mestu. Tako da pač to je nek tak zelo grob očrt nekih ključnih problematik, pri katerem pa je temeljni problem ni ta, ki ga navaja zdaj ta reforma, kar je, da so najemnine prenizke, kar deloma drži, ampak je glavni problem ta, da se država popolnoma odrekla stanovanjskemu področju in stanovanjski politiki in da v področje ne vlaga. Tukaj sam en podatek, ki je mene zelo pač mogoče presenetil, je, prvi nacionalni stanovanjski program je predvideval, da se bo državni sklad dokapitaliziral z 280 milijoni evrov med leti 2000 in 2009. V državni sklad se je vložilo 18% tega, kolikor je bilo obljubljeno.
in to je bil tudi zadnji neka resna dokapitalizacija sklada državnega, razen zdaj posameznih stanovanj in zemljišč. In tukaj je v bistvu največji problem stanovanjskega področja trenutno. In skratka rezultira v tem, da praktično, če še nimaš stanovanja, zelo težko prideš do njega. Ja, ali pa ga najemaš, kar pa trenutno pomeni večinoma črni najem na popolno negotovem trgu. Okay. Pa se bom jaz tudi navezal na preteklost, ko si se že Klemen, pa bi gospod Schmidt vprašal glede naših pravic. Zdaj, če se ne motim, je naša nekdanja ustava občanom pravzaprav garantirala dostop do družbenega stanovanja. Kako je pa danes? Kaj danes pravi recimo slovenska ustava ali pa kakšne evropske deklaracije oziroma listine o človekovih pravicah? Ja, hvala lepa. Tudi današnja ustava, se pravi tisto, ki smo sprejeli ob neodvisnosti, v svojem 78. členu zavezuje državo, da ustvarja pogoje za stanovanjsko, se pravi za reševanje stanovanjskega vprašanja. Še bolj pa zavezujejo našo državo tudi vsi mednarodni akti, se pravi pogodbe, deklaracije in vse, ki vedno v preambuli določajo, da je, se pravi, stran je država, tista odgovorna stran in seveda država, to pomeni vlada. In da začnem samo seveda z Evropsko socialno listino in njenim 31. členom. Vemo že, da je Slovenija že bila tako rekoč obravnavana v svetu Evrope po socialni listini. Bi, mogoče da ne izgubljam časa, pa ker je to veliko bolj aktualno oziroma prezentno, bi rekla, je tudi Evropska unija. Ne glede na to, da velja tako zelo površno, češ, da je stanovanjsko področje držav članic samo, se pravi, da je subsidiarnost tukaj pomembna. To ni res. In zdaj, če dalje bolj, pravzaprav tudi Evropska unija prihaja na to, da je treba ustvariti večjo socialno kohezijo in socialno, to, kar je pri nas zelo negativno dobilo neko konotacijo, češ to je pa revščina. Socialo se ukvarjajo, gre za socialno kohezijo, ki pomeni bolj kvalitetno družbo in bolj kvalitetno življenje v družbi. In zato se tudi Evropska komisija, se pravi, velja za novo Evropsko komisijo, bolj posveča oziroma je zavzela stališče, da morajo države bolj namenjati večjo pozornost socialnim pravicam. Se pravi, govorim tudi konkretno o komisarju za zaposlitve in socialne pravice Nikolasu Schmidtu. In se tudi sem poslušala pač en tak webin seminar julija letos, ki ga je organizirala FEANCA, nevladna organizacija na tem področju, in tam je rekel tole, se pravi komisar, ki je odgovoren za to področje in ki se zaveda, da je pravzaprav postala tudi, se pravi, stanovanjsko področje je postalo del novega zelenega dogovora. To je ta New Green Deal. In pa seveda v okviru tega spada tudi krožno gospodarstvo, če se ne motim, še vedno ostaja to ena izmed primarnih tem našega bodočega evropskega, se pravi, predsedovanja Evropske unije. Kajti stvar je v tem, da je stanovanjski oziroma nepremičninski sektor predstavlja 70% posojil v evropskem bančnem sistemu. To se pravi, da je stanovanjski del osnovni steber EU bančne stabilnosti. Se pravi, je stanovanjski sektor tudi odgovor na socialno-politično evropsko stabilnost. In tega bi se morali mi veliko bolj zavedati. In se pravi, to vprašanje je postalo tudi del evropskega stebra socialnih pravic, ki
ga obravnava v svojem 19. načelu tudi prav ta European EU Pillar of Social Rights. Kajti, no, zato sem prej rekla na začetku, da že dolgo ne velja več pravilo, da je to samo stvar subsidiarnosti. Se pravi, v celoti prenašeno na posamezne države članice. Nasprotno, zdaj z to covidom, se pravi, je postalo še bolj aktualno in je postalo tako rekoč tema monetarne politike, bančnega nadzora, višine obresti, cene državnih obveznosti, vse to, na čemer bdi, se pravi Evropska unija. In zato tudi evropski ukrepi skrbno nadzorujejo cene v stanovanjskem sektorju, da ne bi prišlo do mehurčka in česa podobnega, kot so bili subprimes, in vemo tudi, da je danes največji problem financiarizacija stanovanjskega sektorja, to, o čemer govori tudi ta film, ki smo ga tudi pri nas videli, Push oziroma Pritisk, ki je spremljal delo poročevalke Združenih narodov za, se pravi, primerno stanovanje, in tudi pač bila so izdana in sprejeta neke vodilne linije oziroma guidelines, kakor se to reče, za države članice, ki bodo seveda morale glede tega poročati v OZN, tudi OZN nivo, ampak za nas je seveda še enako pomemben oziroma bolj konkreten ta nivo Evropske unije. In zato je pravzaprav čudno, da ta, če se zdaj na predlog oziroma novele zakona, zelo čudno pravzaprav... Mogoče se bomo na zakon še kasneje potem vrnili, kaj predlaga. Končujem samo, da bi naša država imela. Se pravi, tukaj sem si zapisala za to, EU nudi državam članicam tehnično pomoč pri oblikovanju njihove stanovanjske politike kot orodje za novo EU agendo. In sicer so pa konkretno možnosti za pridobitev sredstev Evropski regionalni, EU socialni sklad, se pravi poceni kredite ponujejo državam članicam, potem strukturni skladi in pa Evropski sklad za strateške investicije. Se pravi, vse to so področja, zdaj po covidu še bolj fleksibilizirana, kjer lahko naša država najde sredstva. Kajti vemo, tudi novela zakona, samo da v tem segmentu omenim, ni zagotovljenih proračunskih sredstev. Se bomo tudi še na COVID mogoče proti koncu vrnili. Skratka, vidimo zdaj, da v bistvu tudi sama ustava govori o tem, da bi morala biti država na tem področju aktivna. Evropska zakonodaja, akti, pravila o tem govorijo, pa na vse zadnje tudi Združeni narodi se tega problema vedno bolj zavedajo in poskušajo nekaj narediti, recimo da. Verjetno se pa ne bom zmotil, če rečem, da Slovenija na tem področjih ni najbolj uspešna. Zdaj, če se verjetno vrnemo nazaj na EU in na njene statistike, Slovenija v bistvu vodi na njenih najbolj neslavnih statistikah. Od tega, kdaj se mladi izseljujejo od doma, glede tega, koliko stanovanj imamo primernih za bivanje in tako dalje. Skratka, tako da zdaj bi se mogoče obrnili na gospoda magistra Polajnerja. Slišali smo gospod Šmit reči, da je država dolžna zagotavljati pogoje, da si lahko državljani pridobijo stanovanja. Skratka, moje vprašanje, kako bo z novim zakonom država ustvarila te pogoje, kako se bo izboljšala? Skratka, kakšne spremembe nam prinaša ta dopolnitev? Ja, hvala lepa za besedo. V bistvu na ministrstvu se je potem, ko se je prišlo do spremembe vlade, pod prejšnjo vlado, tako kot ste že omenili, se je pripravljal nov stanovanjski zakon. Nova vlada se je pa potem odločila, da poskuša na tem stanovanjskem področju nekje določiti
neke najpomembnejše ali pa najnujnejše ukrepe, ki jih je mogoče v roku, ko ga ta vlada še ima izvesti, in iz tega naslova je potem prišlo do te spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona, ki je še v javni razpravi. Skratka, ministrstvo je pač ocenilo, da kot ključen problem prepoznava primanjkljaj dostopnih najemnih stanovanj in se je zato odločilo, da bojo s to spremembo in dopolnitvijo aktivnosti ministrstva usmerjene k krepitvi tega fonda dostopnih najemnih in javnih najemnih stanovanj. Ocenjujemo, da pač nekatere izmed predvidenih sprememb predstavljajo nujno potreben odziv na ta otežen dostop do primernih stanovanj, s katerim je jasno, da se soočajo prebivalci Republike Slovenije. Zato je to sprejetje predvideno v okviru te spremembe zakona. To je zdaj samo to, zakaj sprememba in dopolnitev in ne sistemski zakon. Hkrati bi pa v isti sapi dodal, da to vsekakor ne pomeni, da ko bo ta zakon sprejet in usklajeni podzakonski akti, ne gre ministrstvo takoj naprej v sistemsko spremembo in nov stanovanjski zakon, ki bo pa pokril te sistemske stvari, ki jih je seveda potrebno urediti. Nekako tole spremembo v nekaterih teh področjih, ki jih bom naštel, vidimo kot polovico koraka do tega, da bomo potem lahko z novim stanovanjskim zakonom, ki bo sistemsko naglasil določena področja zadeve, potem tudi na novo uredili pa postavili, pa jih bomo mogoče ravno zaradi tega, ker smo pol koraka že zdaj naredili, potem lažje postavili ali pa lažje do njih prišli. Zdaj, kaj so te ključne stvari, ali pa ključni učinki, ki jih pričakujemo iz te spremembe pa dopolnitve stanovanjskega zakona? Prva je, da se uskladi ta neprofitna najemnina. Dejstvo je pač, da stanovanjski skladi so na tem, da jim ta neprofitna najemnina, kot je trenutno nastavljena, ne omogoča enostavne reprodukcije. Skratka, stanovanjski fond se zmanjšuje z naslova tega, da ta neprofitna najemnina ne pokriva niti osnovnih stroškov. Posledica je bila revalorizacija vrednosti točke za določanje neprofitne najemnine. To že vsi vemo, od leta 2007 se ta vrednost točke ni revalorizirala in posledica vsega tega je, da je treba na tem področju pač en korak narediti. Predlog zakona tako predvideva uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,5 evra, in sicer postopoma v 3 letih od sprejetja stanovanjskega zakona. V isti sapi za dodati, da bo prilagojen pa tudi sistem subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob dvigu te neprofitne najemnine. Skratka, z vidika možnosti kritja stanovanjskih stroškov so sigurno ena najbolj ranljivih enočlanska gospodinjstva, predvsem tista z nižjimi dohodki, mladi, starejši, vdoveli, če naštejemo. In ob dvigu neprofitne najemnine se zato cenzusu za upravičenost do subvencije najemnine doda nov ponder, ki bo 1,1 pri izračunu minimalnega dohodka za enočlansko družino. Ravno tako se bi subvencija najemnine po predlogu zakona zvišala na največ 85% priznane neprofitne najemnine, kar bi zagotavljalo, da dvig neprofitne najemnine ne bo prizadel tistih socialno najbolj ranljivih, ki so že sedaj v bistvu upravičeni do polne subvencije najemnine. Ta drugi del, to se pravi, s tem ukrepom dviga ali pa uskladitve neprofitne najemnine pokrijemo samo to, da ustavimo to krčanje fonda obstoječih javnih najemnih stanovanj. Za neko širšo reprodukcijo ali pa za nove investicije je pa v tej spremembi in dopolnitvi omogočeno tudi višje zadolževanje stanovanjskih skladov, kar je predvideval že v bistvu osnutek novega stanovanjskega zakona, ki je bil v javni obravnavi lansko leto. Ta pač predvideva, da se skladom z višjo stopnjo zadolževanja zagotovi zadostna sredstva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj. In s tem smo v bistvu pokrili ta del javnih najemnih stanovanj. Druga rešitev ali pa drug predlog, ki ga pa ta sprememba in dopolnitev stanovanjskega zakona predvideva in na katero predvsej veliko stavimo, je pa ustanovitev javne najemniške službe. Tudi to ni nekaj novega, tudi to je predvideval že osnutek novega stanovanjskega zakona iz lanskega leta in
ideja je pač tako, kot že poznamo ali pa poznate, ne, da bi za aktiviranje obstoječega, ampak nenaseljenega stanovanjskega fonda ustanovili javno najemniško službo, ki bi delovala pod Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in bi imela neko vlogo posrednika oziroma upravitelja, vzdrževalca teh najemnih stanovanj. Lastniki, ki bi ta stanovanja oddali stanovanjskemu skladu, bi bili pa s tem razbremenjeni v bistvu tistih poslov in tveganj, ki so povezani z oddajo stanovanj. Dolgoročno bi pa iz tega naslova prejemali neke redne dohodke od oddaje tega stanovanja v najem. Več o tej javni najemniški službi mogoče lahko potem kasneje, ko se bo debata razvila. Glede na najemnem področju velja omeniti skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe. To je tudi nekaj, kar je že osnutek stanovanjskega zakona lansko leto predvideval. Gre za skrajšanje postopka odpovedi najemne pogodbe in izročitve stanovanja lastniku. Odpovedni roki bi se skrajšali tako za najemodajalca kot za najemnika, pa rok za izselitev, ki ga določi sodišče, je noter opredeljen. Mogoče tudi več lahko kasneje, da ne bomo šli zdaj preveč v podrobnosti. Nekaj je bilo govora o tej celoti, pa investicijah, pa stanovanjski gradnji. En zelo pomemben člen v tej spremembi in dopolnitvi stanovanjskega zakona je tudi predkupna pravica stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, ki so namenjena stanovanjski gradnji. To se pravi, spet ni nekaj novega, o tem se že govorili, ko je bil prejšnji zakon o javni obravnavi, ampak ideja je, da v bistvu bi občine zemljišča, ki so po prostorskih načrtih namenjena za gradnjo večstanovanjskih stavb, v primeru prodaje najprej ponudila v prodaji občinskemu stanovanjskemu skladu, če ta ni ustanovljen, potem državnemu, če pa nobeden izmed teh ne bi sprejel ponudbe, pa potem šele recimo naprej neprofitni stanovanjski organizaciji in šele na to ostalim zainteresiranim investitorjem. Toliko z vidika stanovanjske politike, po tega področja pa mogoče samo še 2-3 stvari, ki so pa pomembne še na področju upravljanja in jih naslavlja ta sprememba stanovanjskega zakona in se navezujejo bolj na etažne lastnike, to je obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe. Po debatah in odzivih predvidevamo, da je to najbolj smela rešitev za varnejše in bolj transparentno vodenje sredstev v rezervnem skladu. Bomo pa lahko tudi potem še kaj več pojasnili glede teh ločenih fiduciarnih računov, če bo kakšno vprašanje. Skratka, upravnik bo še vedno imetnik tazga računa, ampak ga bo ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo odprl v imenu in za račune etažnih lastnikov. Podobne fiduciarne račune imajo tudi odvetniki in zagotavljajo relativno visoko stopnjo pravne varnosti. Potem zakon predvideva znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje. Skratka, gre za to perečo problematiko, kako v atomiziranem lastništvu večstanovanjskih stavb v Sloveniji pridobiti 100% soglasje, ki ga je praktično nemogoče pridobiti. Ta sprememba in dopolnitev zakona to 100% soglasje znižuje na 75%, določene posle, za katere je pa danes potrebno 75% soglasje, pa znižuje celo na posle rednega upravljanja, za katere bo dovolj soglasje več kot polovice etažnih lastnikov po solastniških deležih. Za konec, da končam, mogoče še to, tudi pri inšpekcijskem nadzoru smo poskušali nekaj sprememb spraviti čez to spremembo in dopolnitev, tako bomo razširili inšpekcijski nadzor v primeru ukrepanja, ko etažni lastnik poseže iz svojega dela na skupen del brez soglasij, in pa popolnoma na novo ali pa natančnejše smo še opredelili vse prekrške upravnika in razširitev nabora prekrškov, ki jih bo lahko pa stanovanjska inšpekcija izrekala v primeru nepravilnosti. To bi imel za enkrat, pa če pa je potem še kakšno vprašanje, seveda rade volje odgovarjamo na to. Hvala lepa. Super, najlepša hvala za podrobno oziroma obširno razlago. Mislim, da se bomo potem malo kasneje vrnili k posamezni obravnavi teh sprememb. Bi pa mogoče vseeno še vprašal, zaradi nečesa, kar je prej Klemen in v bistvu in gospa Šmicca izpostavila, recimo, da
je COVID razkril tisto, kar smo vsi, ki se ukvarjamo s stanovanjskim področjem, pa vsi tisti, ki najemajo, že dolgo let vedeli, in to, da so pač najemniki na zasebnem trgu ena izmed najbolj ranljivih skupin, pa najbolj izpostavljeni tukaj na kakršnekoli spremembe, imajo tudi posledično največ težav. Zdaj, edino, kar sem v bistvu zapazil, da tukaj prihaja do spremembe, je v bistvu celo morda na škodo njih, skratka še dodatno skrajšanje odpovednih rokov. A mogoče vse en zakon, kako stvar, ki bi izboljšala njihovo prekarno situacijo, predvideva? Glejte, najemni trg, pa vsa ta problematika je tako široka, da je najbrž s spremembo in dopolnitvijo stanovanjskega zakona ne bomo mogli rešiti do te stopnje, ki bi bila zadovoljiva tako za vse deležnike, ki smo tukaj danes zbrani, kot za vse tiste, ki najemajo stanovanja na prostem trgu. Zato je ravno ta ocena, skratka, da je prva naloga države, da dejansko vzpostavi pogoje, da stanovanjski skladi lahko začnejo z neko garancijo, skratka, graditi vnaprej, ob tem, da bojo vedeli, da bo neprofitna najemnina dejansko vsaj minimalno pokrivala tiste stroške, ki jih bojo imeli stanovanjem, z zadolževanjem, ki sicer ni idealna možnost, se jim omogoča, da bojo se lahko še nekaj zadolžili, pa gradili, to se pravi, ustvarjali razširjeno reprodukcijo. Z vidika tistih, ki pa najemajo na trgu, je pa zadeva taka, da si mi seveda želimo, da bi velik del teh, ki so trenutno nestabilni, lahko svojo rešitev dokončno iskal bodisi z razpisom preko javnih najemnih stanovanj ali pa preko javne najemne službe, na katero dejansko država precej stavi glede na številke, koliko je praznih stanovanj, ki bi bila primerna za tako obliko. Tako da, glede tega, kar je COVID razkril, se pa strinjam, žal sem tudi sam bil 10 let najemnik in je zgodbic povezanih na odnose med najemnikom pa najemodajalcev za eno lepo zbirko basni. Tako da strinjam se, da mogoče na prvi pogled se to skrajševanje roka iz 90 na 60 dni zdi kot negativno z vidika najemnika, ki najame stanovanje, pa mu potem najemodajalec namesto v 3 mesecih lahko odpove najemno pogodbo v 2. Ampak ravno ta fleksibilnost se vsaj po naših izkušnjah ni izkazala kot ne vem kako negativen problem. Bolj negativen problem je to, da se pogodbe sploh ne podpisujejo ali pa da najemniki ne znajo včasih uveljavljati svojih pravic ali pa kot šibkejša stranka seveda jih tudi ne upajo, pa grejo v najemno razmerje brez najemne pogodbe, pa brez tega, da bi bilo določen, katere stroške plačujejo, pa katerih stroškov ne plačujejo, pa kakšen je odpovedni rok in tako dalje. Cel kup sodb sodišče, ki razlagajo, da posel je lahko sklenjen tudi brez najemne pogodbe, skratka, da ravno tako velja. Pa imamo mi svoje mnenje o tem, a to drži ali ne. V zakonu imamo jasno zapisano, da se najemna razmerja stanovanjska sklepajo z najemno pogodbo. Jaz bi tako rekel, tale sprememba in dopolnitev stanovanjskega zakona sigurno ne bo teh vprašanj, ki jih naslavljate, rešila v celoti. Je pa COVID razkril eno drugo stvar, za katero na ministrstvu pa seveda imamo eno določen pogled ali pa tisto dolžnost, in sicer to je, da pač skrbimo za to, da za stanovanja, ki so bila zgrajena za stanovanjski namen, ohranjajo to funkcijo. In tele razmere, ki so se zgodile, ko vemo, da cel kup stanovanj so investitorji kupovali za kratkoročno oddajanje v turistične namene, se zdaj spet nazaj premika na trg stanovanjskega oddajanja stanovanj v najem, to se pravi prek stanovanjskih najemnih razmerij. In to je tisto, kar si v bistvu želimo in bo potreba sistemsko urediti, to se pravi, da stanovanja, ki so bila grajena za stanovanjski najem, ostajajo v svoji funkciji
in so primarno namenjene za zadovoljevanje stanovanjskih potreb, ne pa zadovoljevanju kratkoročnega bivanja, to se pravi za turistične namene. No. Žal pa je to tako široka problematika, da jo ni mogoče rešiti samo s stanovanjskim zakonom, ampak zahteva v bistvu rešitev tudi z ministrstvom, v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, pa še kakšnim drugim sektorjem. No. In tukaj vidimo potem varnost, ko bo na trgu dovolj najemnih stanovanj, tako javnih najemnih, kot tistih, ki jih lahko najemniki poiščejo prostor na trgu, se bojo lahko začeli urejati tudi razmere glede teh odnosov med najemnikom in najemodajalcem. Okay. Najlepša hvala. Morda se še potem tudi k temu kasneje vrnemo glede teh stanovanj, ki so med covidom postala spet stanovanja, pa zdaj spet to več niso. Okay. Če sem prav razumel, torej glavni cilj te spremembe ni urejanje področja stanovanj, ampak v bistvu gašenje nekih požarov. Pa bi se zdaj obrnil na gospoda Rinka, pa bi me zanimali, vi imate pač res first hand izkušnje iz prve roke, kar se pač tiče zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Jaz sem MOL eden izmed bolj aktivnih, verjetno je razlog za to da občina tista, ki v bistvu omogoča, zagotavlja sredstva, da sploh sklad lahko deluje. Skratka, tudi vi vidite kot velik problem pomanjkanje sredstev in ali je to res samo iz vidika prenizkih najemnin in pa kaj dejansko te spremembe konkretno pomenijo zdaj za stanovanjske sklade. Boste lahko več gradili ali bodo nekateri skladi zgolj ustavili prodajo in pa koliko stanovanj, če govorimo o novih, bo to pomenilo v naslednjih, 5-10 letih. Ja, hvala lepa. Že predhodniki ste povedali veliko in sem lahko samo pritrdim v globalu. Dejstvo je, da gre pri predmetnem primeru za spremembo obstoječega zakona. Govori se o pa vendar že to je po našem mnenju in s tem se velika večina deležnikov strinja, potrebno in nujno potrebno in tudi na ta kratek rok tudi edino oportuno. Prejšnji stanovanjski zakon, ki je obsegal neko celovito prenovo stanovanjske politike, je na žalost bil dan v javno obravnavo brez kakršnekoli recimo temu debate v strokovnem krogu. Sled tega je bilo kup pripomb in verjamemo, da do sprejema usklajenega celovitega stanovanjskega zakona na kratki rok ne bi prišlo. Mnenja so recimo, da bi se področje upravljanja nepremičnin povsem ločilo od stanovanjskega zakona in tako naprej. Sled tega tudi Združenje stanovanjskih skladov, ki obsega 11 stanovanjskih skladov, pozdravljamo predmetne spremembe. Vsekakor so dobrodošle uskladitve najemnin, ki se, kot rečeno, že v 2007 niso usklajevale, s tem tudi dvig subvencioniranja, ki bo omogočil, da tisti najranljivejši pač ne bodo deležni neto povišanja oziroma bremena. Zelo dobrodošel je tudi seveda dvig zadolževanja. Popraviti pa moram gospoda Polarnarja, da to ne bo omogočilo neke širše reprodukcije. Sam razumem širšo reprodukcijo pod tem, da bi odpravili recimo primanjkljaj v prestolnici, ki ga ocenjujemo ta hip na okrog 4000 stanovanjskih enot. Z popravkom tega stanovanjskega zakona pa dobimo recimo temu na palec 100 milijonov evrov kreditnega potenciala, ki zadostuje za manj kot 1000 stanovanjskih enot. Več kot prepotrebno je priti do sistemskega vira financiranja, ki ga sicer ta vlada obljublja v koalicijski pogodbi, in sam upam, da bo našla toliko modrosti in moči, da bo v relativno kratkem roku pričela z iskanjem tega vira in usklajevanjem z finančnim ministrstvom. Verjamem, da temu ne bo tako, pa vendar 0,4% bruto domačega proizvoda, kolikor je bilo obljubljeno s strani prejšnje vlade,
znaša okrog 200 milijonov evrov letnih sredstev za stanovanjsko politiko na celotni ravni Slovenije pri 10 milijardnem proračunu oziroma 10,7 v letošnjem letu, kot razumem, verjamem, da ne bi bilo prav težko tega najti. Seveda tudi pozdravljamo javno najemno službo, skupaj z kolegi iz stanovanjskih skladov pa pogrešamo določbe glede podpore neprofitnim stanovanjskim organizacijam oziroma zadrugam. V Ljubljani se že kar nekaj časa trudimo skupaj z zadrugo Zadrugator sestaviti projekt zadružne stanovanjske gradnje na lokaciji sicer v Rakovi Jelši. Problem je pa v tem, ker kakršnekoli javnopravne vzpodbude, ki bi jih v načelu lahko ponudili za nekimi ustreznimi zakonodajnimi rešitvami, le-teh ne moremo. Predlog prejšnjega stanovanjskega zakona celovitega je vseboval te določbe, predlagali smo pa ministrstvu, da vključi pač v te nujne spremembe, vkolikor seveda to omogoča tudi določbe glede stanovanjskega zadružništva oziroma vsaj možnosti podelitve brezplačne stavbne pravice s strani javnopravnega partnerja, ki bi nekako potem omogočil tudi stanovanjsko zadružništvo oziroma zasebnim ponudnikom cenovno dostopnih najemnih stanovanj nekako finančno vzdržnost posameznega projekta. Zavedati se moramo, da vse države okrog nas praktično poznajo stanovanjsko zadružništvo v Evropi, zelo globoko kapitalistične države stanovanjsko zadružništvo podpirajo in potrebno je razumeti, kot je gospa Šmid že povedala, da stanovanjsko področje ne sme biti prepuščeno trgu. Gre vsekakor za eno od delov neke vrste javne službe in tako gospodarstvo kot tudi na splošno socialna kohezija na evropski ravni in tudi na državni ravni brez neke dostopne stanovanjske politike ne more funkcionirati. Prav tako pa nekoliko povešamo tudi določbe o stanovanjskih skupnostih. Tudi ta pripomba je bila posredovana strani Združenja stanovanjskih skladov na Ministrstvo za okolje in prostor, poleg nekih malenkosti, ki bi omogočile tudi drugim javnim subjektom, ki niso neprofitne stanovanjske organizacije, na primer Nepremičnine Celje, tudi gospod Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje, z nami enakih pogojev delovanja, kot smo lokalni stanovanjski skladi. Prav ste rekel, seveda gre za gašenje požara in dejansko za temi spremembami bomo deležnike na lokalnem področju spali nekoliko bolje, seveda pa ne mirno. Propadanje stanovanjskega fonda, jaz verjamem, da bo zaustavljeno oziroma v nekem odgovornem poslovanju bi tako moralo biti. Po statistiki je bilo od 2011 do 2018 izgubljenih 5600 neprofitnih najemnih stanovanj, kar jasno kaže, da se fond krči in tovrstni ukrepi sami menimo, da so dobrodošli in primerni, vsekakor pa z dvigom najemnine ne bomo mogli povečevati svojega najemnega fonda. Zadolževanje nam bo nekoliko pripomoglo, ampak prej ali slej bomo tudi ta vir izčrpali. In še enkrat, sam ne morem dosti poudariti, kako pomembno je, da se na državni ravni vzpostavi in najde sistemski vir financiranja stanovanjskega področja, tako za objektne subvencije in neke nepovratne spodbude v cenovno dostopna najemna stanovanja, kot za subjektne subvencije, za energetsko prenovo, za protipotresno obnovo, ki je nujno potrebna tako v prestolnici, kot verjamem tudi na področju celotne Slovenije.
Toliko na kratko z moje strani. Najlepša hvala. Meni se odpira ogromno vprašanj, tako da zelo težko že razmišljam, kam, v katero smer se odločiti, da zaidemo. Zelo sem vesel, da tudi se v bistvu že kar na internetu dosta vprašanj pojavlja, ki jih pridno pišete. Jih bomo, mislim, da čez 5-10 minut začeli tudi poskušati odgovarjati na njih. Vmes bomo zdaj eno krajšo anketo dali med vas, ki nas bo zanimalo vaše mnenje, kako se vam zdi, kaj bo ta zakon prinesel, v bistvu, kakšen vpliv bo imel, da pač tudi malo vidimo, kakšni so vaši občutki. Zanimivo je, bi rekel, da vas je kar nekaj strokovnjakov med temi, glede na to, kakšne vprašanja zaenkrat pišete, tako da mislim, da bomo zelo zanimivi odgovori tudi na podlagi ankete dobili. Mislim vseeno, da bi nadaljevali potem glede teh ključnih sprememb, glede spremembe na višine najemnine pa subvencioniranja, tako da bom za gospoda Polajnerja in za gospoda Rinka imel kratko vprašanje, tudi do gospe Schmidt, pa njeno mnenje tukaj bi pa še morda za trenutek ostal pri stanovanjskih zadrugah, ker je res zanimivo, da gre v bistvu tudi za eno tako malo spremembo, ki je v prejšnjem predlogu spremembe že bila zdefinirana. Očitno obstaja tako velik interes med potencialnimi zadružniki oziroma najemniki, pa celo med občinami. Gospod Rink je omenil zadrugo Zadrugator, pa SSMOL, ki se že nekaj let zdaj v bistvu trudita vzpostaviti pilotni primer, pa še kar nekaj drugih občin po Sloveniji, ki v bistvu samo čakajo na majhne spremembe v zakonodaji, da bi lahko zagnali tudi svoje projekte. Tako da mogoče na kratko bi Klemna za njegov pogled tega vprašal, potem pa gospoda Polajnerja. Kako to da zaenkrat, če ni vključena in pa če lahko pričakujemo, da bo? Ena glavni razlog, zakaj po moje stanovanjske zadruge niso bile vključene oziroma mogoče celo niso bile tako jasno razumljene, je, da Slovenija nima razvitega tega nekega družbenega sektorja preskrbe dostopnih stanovanj, se pravi nekih neprofitnih stanovanjskih organizacij, so zgodovinski ostanek, ampak niso se vzpostavili pogoji v Sloveniji za njihov razvoj. Kar je pa sektor, ki je, ne vem, v Avstriji ključen sektor, se pravi ta dodatni civilni družbeni sektor, ki skrbi za dostopno stanovanje. To je en razlog, drug razlog je pa, da cela logika sprememb v temu dopolnilnih stanovanjskega zakona in tudi v prejšnjem stanovanjskem zakonu, ki je bil predlagan, se pravi v tej celoviti reformi in v izhodiščih za prenovo stanovanjske zakonodaje, je logika, da se v bistvu subvencionira da stanovanje se mora pokrivati sama iz najemnin in subvencionira se tiste šibkejše na stanovanjskem trgu, medtem ko ni pa te avstrijske, dunajske logike, kjer se neposredno subvencionira gradnja dostopnih stanovanj, se pravi, ni logike objektnih subvencij. In tudi tukaj vidimo spremembo, naprimer, uvaja se predkupno pravico za stanovanjske sklade, medtem ko še vedno velja načelo, da je treba zemljišči v javni lasti razpolagati ekonomično in jih oddajati ter prodajati po tržnem načelu, se pravi po čim višji ceni, se pravi ta zemljišča, tudi če jih bo občina prodajala, ne bodo dostopna. Se pravi, da cela logika sprememb gre v smer subvencioniranja socialno šibkejših, ne pa subvencionirane gradnje in zaradi tega zadruge ne morajo soditi v to logiko, sodile bodo to logiko samo subvencioniranjem prebivalcev zadruge, medtem ko te logike, kar bi bila pa neka smiselna celotna reforma zakonodaje, je, da bi se subvencioniralo dostopno gradnjo tako javnih akterjev kot zasebnih akterjev, ne vidimo ne v tem osnutku, ne v prenovi, ki je bila predlagana lani, ne v izhodiščih zakonodaje. In to, če bi šlo pa v to smer reforme, bi pa zadruge tudi logično mesto notri našle, ne samo zadruge, tudi druge neprofitne stanovanjske organizacije. Rok, mislim, da nimaš vključenega mikrofona. Se upravičujem, pa najlepša hvala. Ok, bom skrajšal, ker vidim, da že malo zamujamo, oziroma da smo že kar nekaj časa porabili. Kdor še ni glasoval na anketo, lahko zdaj še klikne, pa bomo hitro pogledali potem rezultate. Drugače pa zdaj še gospoda magistra Polajnerja vprašamo glede zadrug. Ja, glejte, vsi ste
v bistvu že večkrat povedali in ste kar zadelno. Skratka, tole je gašenje požara, skratka, nujne spremembe, ki jih je treba izvesti, in zadruge predstavljajo neko sistemsko spremembo, ki po vsebinskem obsegu presega zastavljene okvire teh ključnih, nujnih sprememb, ki jih je treba v bistvu takoj narediti. In to je glavni razlog, zakaj jih trenutno ni noter. Mi bomo vseh predlogov veseli, po javni obravnavi bomo te predloge skupaj zbrali, seveda bodo predstavljeni tudi vodstvu ministrstva in se bo potem odločil, če mogoče še kakšno stvar noter umestiti. Smo pa, tako kot gre za spremembe in dopolnitve zakona, kar pomeni, da smo v bistvu že po obsegu omejeni, koliko lahko zakon odpremo. Skratka, če bomo presegali tisto tretjino členov, ki jih lahko odpremo, potem smo spet na novem zakonu. To je pač razlog. Najlepša hvala. Tako da, če vas pravilno razumem, vseeno, če danes najdemo pa kakšno točko, ki je pa odvečna ali pa nezaželena, jo lahko zamenjamo s kakšnimi boljšimi predlogi. Vsi predlogi so dobrodošli, to je javna obravnava. Mi smo bili na sektorju pozvani, da predstavimo tiste stvari, ki jih vidimo kot iz javne obravnave SZ2 lansko leto, kot tiste nujne, ki bi bilo treba narediti, tudi iz pozivov deležnikov, skladov, kot to se pravi nekih deležnikov na stanovanjskem področju, in to je to. Skratka, če bo karkoli mogoče, seveda, če gre za en člen, ne vem, spremembo člena, je še stvar debate. Če pa govorimo o 10-15 členih, ki jih je potrebno umestiti v zakon, je pa treba pač vedeti, da to so pa že tiste sistemske spremembe, ki jih s tole spremembo pa dopolnitvijo ne bomo mogli čisto spraviti. Najlepša hvala. Zdaj pa se bi še vrnil gospe Šmid, pa bi me zanimal vaš komentar, zdaj, ko ste ga mogoče že prej poskušali na začetku v uvodu nakazati, glede sprememb dopolnila zakona, pa mogoče, da se bi tukaj osredotočili predvsem na, lahko tudi širše, če bi želeli, ampak me bi tudi zanimali vaš pogled na dvig neprofitnih najemnin. Zdaj vemo, da ostajajo neprofitne, ne spreminjamo koncepta in uvajamo tako imenovane stroškovne najemnine, čeprav verjetno, če tiste, ki dobro poznate ta sistem računanja, verjetno med enim in drugim ni druge razlike kot samem imenu, pa vendar vaša kolegica gospa Aljančič je bila zelo, zelo ostra glede tega in je rekla, če se ne motim, da v bistvu gre za to, da bodo revežem plačevali stanovanja, za to vrstno logiko. Kakšen je pa vaš pogled? Ne, revežem plačevali, to ne. Namreč, jaz bom začela s tem, da ko sem brala predlog zakona, presoje posledic, ki jih bo imel sprejem zakona na socialnem področju, nič. Mislim, to ne gre, ne. Ravno tukaj je ta osnovni manko tega zakona. In tukaj se seveda popolnoma strinjam z gospo Aljančičevo, ki jasno ima najdaljšo prakso glede tega, namreč, da je bil seveda zakon, kako je bil pisan. Pisali so ga strokovnjaki pod vplivom močnega nepremičninskega lobija. In ona tudi reče, zato ne morem drugače kot ponoviti ene besede, zakon, pa pomeni, da se pravi zakon mora biti pisan za šibkejšega. Kajti močnejšega ščiti oblast in denar, tako pravi gospa Joža Aljančič, in ne morem drugače, da ne bi pač ponovila njene besede. Takole je, zdaj pri tej najemnini vemo, da so bili vsi naslovi veliki, da seveda gre predvsem za to, da se spremeni neprofitna najemnina v stroškovno. Da ne grem v kakšne podrobnosti, intenca teh sprememb je tudi, naj bi se amortizirala nepremičnina v 20 letih, ne pa v 60. Tukaj to se pravi, da gre za to, da bo teh 10% stanovanjskega fonda predstavljajo najemniki z neprofitno najemnino. 10%. S tem se ne bo nihče, zlasti pa ne družba, ali pa ne bo se povečalo ali pa omogočalo boljšo gradnjo ali pa več gradnje za neprofitno oziroma najem stanovanj,
Zato, kot smo že rekli in vsi vemo, zato je to sistemsko dolžna zagotoviti država in ni 4% je res minimalen delež, ki bi ga morala država, glede na to, da ima v ustavi tudi zapisano, da smo pravna in socialna država, nujno zagotoviti. Gre tudi za to, kako je seveda ta nova, se pravi stroškovna najemnina, kako bo izračunana, kajti vemo, da je imela ta točka, ki se seveda od leta 2007 ni pač spreminjala, že vse elemente noter, tudi se pravi tega amortizacije in se pravi tega recimo blagega profitnega karakterja. Zato res mi ne vidimo druga, kot da se zdaj s to spremembo zakona, ki gasi požar, uveljavlja ta pač drugačen način izračuna, ki bo absolutno prizadel, ne glede na to, seveda, subvencioniranje, to pomeni tudi, veste, uvajanje kontrole državljanov, to pomeni več policijske države in tako ostalo in tudi nepotrebne stroške. Bi se to dalo narediti, pač, če bi se res hotelo ugasiti požar, enostavno s tem, da se tisto točko, kjer so že vsi elementi vsebovani, ustrezno dvigne za inflacijo, za stroške pač življenja in tako naprej. Skratka, res tukaj ni bilo delo zadovoljivo upravljeno, predvsem, kar mi očitamo, in še enkrat, kako je bil zakon pisan in strani koga in kdo je imel največji vpliv, več vpliva bi morali imeti pač te strokovni in pa socialni, recimo pač socialni deležniki ali deležniki, kakor se zdaj po novem reče, in to bi potem seveda tudi omogočilo, da bi res bila predstavljena prava slika in pa projekcija, ki jo bi, recimo, ta zakon oziroma te spremembe, ki se tičejo najemnine, povzročile in zato pač tukaj, recimo, ni zadovoljiv zakon. Mislim, to gre res še potem, če je tako fino rekel gospod Plovštajner, da živimo še od hlapov, socialistične prejšnje ureditve. Potem, in če je Kopačev zakon 2003 tudi rekel, da se zdaj pa ukinjuje socializem, potem je s tem res narejen en takšen korak bi rekla, res v en mal, mislim, trši kapitalizem, ki pa zdajle, mislim, v tem trenutku absolutno ni dobra pot za slovensko družbo. Hvala. Najlepša hvala. Zelo črn scenarij. Gospod Polajner, če se ne motim, ste roko dvignali vmes, pa bi vam kar dal besedo. Jaz bi mogoče da samo eno pojasnilo, skratka, pri teh spremembah in dopolnitvah ne gre za nikakršne spremembe pri izračunavanju neprofitne najemnine, to se pravi, sam sistem določene vrednosti stanovanja, izračuna neprofitne najemnine in tako dalje, ostaja popolnoma enak. Gre samo za to, da se vrednost tiste točke, ki je bila leta 2007 določena, revalorizira na vrednost, ki bi jo pač ta točka mogla imeti glede na rast oziroma inflacijo v obdobju 2007 in do zdaj naprej. To se pravi, vse ostalo pri tej spremembi in dopolnitvi ostaja popolnoma enako, kot je že leta in ta sama sprememba in dopolnitev ni sistemska, to se pravi, ne gremo še k neki stroškovni, ki bi na kakšnih drugih parametrih temeljila, ampak gre samo za res to uskladitev vrednosti točke zaradi inflacije v obdobju 2007 do danes. Najlepša hvala. Klemen, si imel roko gor? Jaz imam dve vprašanji, ki se mi zdita pač pomembni. Prva je, ki bi ga postavil gospodu Polajnerju pa tudi gospodu Rinku, je,
če je to gašenje požara, a bi enako funkcijo gašenja požara upravila resna dokapitalizacija skladov, se pravi, da se ne bi financirali z višjih najemnin, ampak z neposrednim financiranjem iz proračuna in da se zagotovi redna sredstva za naslednja 3 leta, dokler ni resne reforme. In da bi se uredil zasebni trg, če bi se povečal in okrepil inšpekcijski nadzor črnega najema in bi opravil enako funkcijo kot javna najemniška služba. Se pravi, a bi ta dva ukrepa na enak način pogasila požar. In drug, ko se mi zdi pa ključen za razumevanje tega zakona, je pa z gospoda Polajnerja, ali se bodo resne reforme, ki sledijo temu gašenju požara, ali bodo takšne, kot so bile v stanovanjskem zakonu 2 predlagane in take, kot so v izhodiščih sprememba zakonodaje iz leta 2017, mi zdi, da je naredil Inštitut za primerjalno pravo, ali se pripravlja kakšna druga logika, da sploh vemo, o kakšnih prihodnjih spremembah govorimo. Najlepša hvala. Bi mogoče gospoda Rinka prosil za začetek, ker ima gospod Polajner daljše vprašanje o tem. Oziroma, verjetno zahteva daljši odgovor. Nobene težave. Kar se tiče zasebnega trga, vsekakor nadzor nad zasebnim trgom strani inšpekcijskega nadzora bi vsekakor prinesel spremembe in bolj urejen trg. Se pravi, neregistrirana najemna pogodba, zaradi mene, če je posledica tovrstne kršitve tudi avtomatična prekvalifikacija v najemno pogodbo za nedoločen čas oziroma ustrezna kazen, bi vsekakor discipliniral lastnike, ki oddajajo na črno, sivo ali kakorkoli. Po mojem mnenju bi bilo ustrezna rešitev tudi ustrezna davčna olajšava za dolgoročni najem v primeru, da nekdo odda stanovanjsko enoto za 3 ali več let, je vsekakor javni interes na strani države, da se posamezniku dodeli določene odpustke, recimo smiselno temu enake, kot je v tem primeru določeno za lastnike, ki bodo oddali stanovanjske enote javni najemni službi. Kar se pa tiče gašenja požara, sam še enkrat ponavljam, da ta zakon vsekakor gasi požar, vendar na stanovanjskem področju je pogorišče in na tem pogorišču je treba delati, oziroma nekaj narediti na tem pogorišču. Finančna dokapitalizacija vseh lastnikov javnih najemnih stanovanj oziroma neprofitnih stanovanj na kratki rok seveda, oziroma redna dokapitalizacija seveda bi gasila požar. Potrebno je pa pogledati tudi z druge strani, predvsem z strani dostojnega odnosa do lastnine se strani lastnika in tudi primerne odmere strani najemnika. Velikokrat je v javnosti problematizirano dejstvo, recimo, da so cenzusi za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja previsoki. Zdaj bom povedal, za cenzus za enočlansko gospodinjstvo, se pravi posameznik, ki je upravičen do neprofitnega najemnega stanovanja, v primeru, če je njegov dohodek dosega do 2267 evrov neto mesečnega dohodka, kar je relativno visok oziroma po mojem kar visok mesečni dohodek. Sam ocenjujem, da je ta cenzus popolnoma primeren, kajti neprofitna najemna stanovanja oziroma dostopna najemna stanovanja bi morale biti dostopna čim širšemu krogu ljudi. Na drugi strani pa ob tem cenzusu, če upoštevamo, da je posameznik upravičen do subvencije najemnine, sam bi mogel zdaj pogledati tale not po nekaterih kalkulacijah, se mi zdi, da tam okrog 600 evrov neto dohodka, da se prične enočlansko gospodinjstvo, pri 800 evrih se začne subvencija najemnine pri posameznemu najemniku. Se pravi, tisti, ki zasluži 900 evrov in tisti, ki zasluži 2200 in še nekaj evrov, plačujeta enako najemnino. S tem, da prvega ta najemnina obremeni in hkrati tudi z stroški, recimo temu za tretjino oziroma nekoliko več razpoložljivega dohodka, na drugi strani nekdo, ki je na zgornji meji, je bistveno manj oziroma sam niti ne opazi. In tudi z tega vidika
smatramo, da je stroškovna najemnina oziroma revalorizacija nedvomno potrebna, tudi primerjalno pravno je temu tako in tudi prav je tako. Najlepša hvala. Bom še dal gospodu Polajnerju besedo glede vprašanja Klemna. Samo na kratko bi še, ker sem malo prej pozabil, rezultate te ankete. Velika večina meni, da zakon ne bo uspel ustaviti niti postopne degradacije stanovanjskega področja. Majhen odstotek meni, da ne bo izboljšal situacije, bo pa ustavil degradacijo, pa enak odstotek, torej 21, pa jih meni, da zakon ne bo prinesel nobenih relevantnih pozitivnih sprememb, za nekatere bo situacijo celo otežil. Zato, da bo zakon korenito izboljšal situacijo, smo, tako kot smo že v bistvu sami vsi podali, se nihče ne meni, da se bo tako zgodilo. Skratka, zdaj bi dal besedo še gospodu Polajnerju za repliko, potem bi pa tudi vse ostale pozval, neko vprašanje ste že napisali, bomo prebrali, lahko preprosto vklopite kamero, dvignete roko, prej tukaj desno spodaj imate ikonco reactions, dvignite roko, plosk, thumbs up, karkoli, pa vas bomo vključili. Pa mislim, da ste en gospod že prijavil s tem, ker vklopil kamero. Ampak najprej gospod Polajner. Ja, hvala. Lejte, te sistemske spremembe, hvala za vprašanje. Te sistemske spremembe, jasno, da bodo v nekaj meri temeljili na tem, kar je bilo že v predlogu ali posnutku stanovanjskega zakona 2 napisan, je pa dejstvo, da je na ta predlog prišlo ogromno nekih pripomb, tudi konstruktivnih, kar pomeni, da vsekakor tista naloga, ki je pravna fakulteta pripravila in je bila neka podlaga za začetek dela na novem stanovanjskem zakonu, ne predstavlja jedro tega, kar nov stanovanjski zakon bo, ko bo. Tako da govoriti o tem, da je nov stanovanjski zakon, ki ga ministrstvo ima namen začeti pisati takoj, ko bomo tega sprejeli, v bistvu samo copy-paste tistega, kar je bilo že 1 leto nazaj v javni obravnavi, mislim, da je preuranjeno. Feedback, ki je prišel, se pravi odziv javnosti, deležnikov in tako dalje, ki je prišel na lansko javno obravnavo, tudi na račun tega, da je bil občutek, da deležniki niso bili dovolj vključeni v pripravo, skratka, je bil zelo dober v tem smislu, da je dal pač možnosti, da so se potem naredili usklajevalni sestanki, na katerih se je začeli pač pogovarjati o konkretnih rešitvah za posamezna področja. Saj mislim, da precej izmed vas, da tukaj debatiramo, ste na kakšnih izmed teh sestankov sigurno bili. Glede tega sistemskega in tako dalje, pa še tako, Ministrstvo za okolje in prostor je eno ministrstvo, zadeve, ki jih pa tukaj danes odpiramo, glede sistemskega vira financiranja in tako dalje, pa presegajo samo tisto, kar mi na ministrstvu menimo. Absolutno, na ministrstvu smo v prvi vrsti, ki podpiramo sistemski vir za stanovanjsko oskrbo, samo zadeva seveda zahteva malo širši spekter države pa konsenza, kot pa samo strinjanje na našem ministrstvu. Zato pač je to nekaj, kar bo treba naglasiti v širšem kontekstu, kot pa samo v tej spremembi in dopolnitvi stanovanjskega zakona. To iz te replike, drugače ne vem, ali bo še kaj, mogoče še kaj preslišal, še kakšna druga stvar. Klemen, bi še kaj rad slišal? Ne. Sam zdi se mi, glede na to, da govorimo, da je to prvi korak, je zelo pomembno razumeti vsaj približne orise drugega koraka, zato da lahko smiselno o prvem koraku govorimo. Tako da hvala za ta pojasnila. Mogoče samo to. Stanovanjskim skladom je jasno treba zagotoviti, da bodo z svojim stanovanjskim fondom lahko sami gospodarili tako, da bo tista najemnina, ki bo izračunavali, dejansko pokrivala tisto, kar je že v neprofitni najemnini noter zapisano, da mora pokrivati. To je temelj gospodarjenja s čimerkoli. In mi tega ne moremo, skratka, da je treba stanovanjskim skladom to omogočiti. Je pa seveda hkrati na državi tudi ta drugi del, da pa zagotovi primeren način subvencioniranja te stroškovne ali pa neprofitne najemnine za tiste, ki to subvencioniranje potrebujejo.
Treba se pa zavedati, da v današnjem sistemu, tako kot je že gospod Ring povedal, je ta razpon tistih, ki lahko pride do neprofitnih stanovanj, sorazmerno velik, ker je tudi prav, ne, ker predstavljam si, da neka mestna občina Ljubljana si seveda želi zadržati kot svoje občane tudi tista gospodinjstva, recimo dvočlanstva, ki imajo pač 2100 evrov neto plače, ne, in si ne želijo, da bi prebegnilo kakšno drugo občino, tako da absolutno stanovanjska politika v širšem kontekstu, kar se tiče javnih najemnih stanovanj, da zagotavlja stanovanja tako tistim, ki imajo povprečno plačo, kot tistim, ki dejansko so socialno ogroženi in so seveda prvi v vrsti za to, da rešujejo svoj stanovanjski problem z javnimi najemnimi stanovanji, ne. Ampak mimo tega, da pa morajo skladi poslovati tako, da zagotavljajo gospodarno ravnanje s temi stanovanji, pa žal ne bo mogoče iti. Hvala. Jaz imam še kar nekaj vprašanj, ampak ne bi rad kogarkoli drugega zadržal. Tako da, če bi kdo... vidim, da tule Irena ima dvigeno roko, pa gospod Gantar, če se ne motim, če se ga prepoznajo tudi kamero v klopu. Kdorkoli od vaju prvi izklopi mikrofon, ima besedo. Se slišimo? Se slišimo. Ja, jaz sem počakal par minut, da bi kdo drug vklopil mikrofon, ne, ampak ga ni očitno. Jaz sem se vklopil sliko bolj iz radovednosti kot z namenom, da bi diskutiral, ampak vsem mogoče nekaj besed na temo stroškovnih najemnin. No. Mislim, da do teh pač mora priti. Da ta uskladitev teh najemnin se mora zgoditi, da stroški prebivanja se morajo odražati pač v ceni najemnine. Zdaj, kot rečeno, za tiste, ki tega ne morejo si privoščiti, pač treba vzpostaviti sistem subvencij. Sicer se bomo znašli, bomo imeli pač težavo, predvsem v tem tudi, ne, da danes v teh stanovanjih stanuje tudi marsikdo, ki je, ne bom rekel dobro ali pa odlično, ampak normalno preskrbljen ali pa življenjskim standardom in temu zdaj skozi nizke najemnine pravzaprav nehote skrito subvencioniramo to najemnino. Mislim, da tega to ni potrebno, ne, in zato je pač pametno, da se ve, koliko stanovanje stane, prebivanje v njemu, in da seveda se toliko tudi plača, če se ne more, pač bo pač morala država poskrbeti preko sistemov subvencij, da se da so stroški prebivanja vzdržni in znosni za ljudi, ne. Jaz bi še rad omenil to, ne, da to je bila vse skozi bitka med ministrstvom za okolje in prostor. Ne. Že v mojih časih smo poskušali na nek način prepričati vlado in ministrstvo za okolje, za delo, družino in socialne zadeve, da je pač potrebno vzpostaviti pravo, normalno ceno stroške pač prebivanja v najemnih stanovanjih, vendar je seveda ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vedno šlo proti temu. Zakaj? Ker je bila nizka najemnina oblika socialne kompenzacije za nizke plače, ne? Ker so bili pretežno v gospodarstvu in druge zmerno nizke plače, so potem tudi seveda na nek način socialni mir vzdrževali preko nizkih najemnin. Tako da te stvari treba pripeljati do konca in seveda potem, dokler ne bo ustavil degradacijo in potem stanovanjskega fonda in potem se na tem graditi novo stanovanjsko stavbo. Hvala. Hvala. Irena, roko imaš še vedno gor. Če bi dala vprašanje, zdaj priložnost.
Ok, mogoče je tehnična napaka. No, dokler se še kdorkoli drug prijavi, ali z vklopom kamere, ali z zapisom vprašanja, ali pa dvigom roke. Klemen je, mislim, da imel roko gor tudi, ne? Ti mu kar dal besedo, bi pa mogoče samo za kontekst, no, da vsi malo bolje razumemo te sisteme pa številke, o katerih govorimo. Gospod Trink pa gospod Polajner sta oba, mislim, da omenila teh 0,4% BDP kot cilj prejšnje vlade in pa tudi kot cilj, mislim, da kar večine, razen morda ene izmed strank, ki so trenutno v vladi, za namenjanje, torej 0,4% BDP za stanovanjsko področje. Če se ne motim, za gradnjo javnih najemnih stanovanj zaenkrat ne gre nič proračunskega denarja, dobesedno nič, smo na nuli. Zdaj pa, če pogledamo ta dvig najemnine, ki se bo zgodil paralelno z višjimi subvencijami. Skratka, prejšnji predlog je predvideval, da se bo subvencioniralo iz naslova proračuna, iz naslova ministrstva. Zdajšnji, čeprav razumem, predvideva, da to ostane strošek občin. Me zdaj zelo konkretno zanima, kaj to recimo pomeni na primeru občinskega sklada, recimo v Ljubljani, kjer jih zdaj občina že dosti subvencionira, kar sploh omogoča gradnjo javnih najemnih stanovanj. Za koliko se bo povečal po eni strani prihodek zaradi dviga najemnin in koliko se bo zvišal odtok občin, ki je pa potencialno drugi vir subvencioniranja za občino zaradi dviga teh subvencij. Če imate morda kakršnekoli konkretne rezultate ali pa številke, s katerimi lažje razumemo, ampak če se ne motim, za dvig najemnin se predvideva zaradi tega nekje 15 ali 17 milijonov na leto več, ne? Na državni ravni. Okay, če govorim za stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, realizacija na delu najemnin v proračunu, recimo v lanskem letu, je bila 7,6 milijona evrov, ob tem smo dobili, je bilo izdatkov občine 2 milijona za neprofitne subvencije. Prihodkov iz strani najemnin oziroma celotnega kapitala je ergo 9,7 milijonov evrov na teh naših 4275 stanovanjskih enot, ki smo jih imeli konec leta. Najemnine se bodo v končni posledici dvignile za 1/3, to se pravi, da je na palec okrog 1 milijon evrov letno bo dvig iz strani prihodkov, s tem, da so v te prihodke 1 milijon evrov vključene tudi strani morda povečane subvencije. Za koliko se bojo povečale subvencije, sami ne moramo oceniti, ker pač odločbe dodeljuje oziroma izdaja centri za socialno delo, ampak po ocenah iz predloga zakona bodo te povečale odhodke iz naslova subvencij za okrog 10%. In če je bila obremenitev Mestne občine Ljubljana v lanskem letu na strani subvencij neprofitne najemnine 2 milijona, se pravi, da je to povečanje za 200 tisoč evrov. Na drugi strani pa se, kar se tiče Mestne občine Ljubljana, eksponentno povečuje strošek subvencij tržne najemnine. Se mi zdi, da je bilo leto 2012 izplačanih za subvencije tržne najemnine okrog 300 tisoč evrov, v lanskem letu 2 milijona 500 tisoč evrov. To se pravi, to dvig v 8 letih in tudi to je potrebno vzeti v kontekst. Seveda, veliko ljudi, ki najema na trgu, se zaveda možnosti pridobitve subvencije in prav je tako, ker na ta način le rešimo toliko najemnikov. Za 2,5 milijona tržnih subvencij je bilo izplačanih nekaj več kot 900 posameznikom, parov in družin, da veste, koliko je tistih, ki se jim na trgu izplačuje subvencija tržne najemnine. To so okviri, v katerih naj bi se gibali, kar se tiče subvencij, pa bo pokazal čas, kako se bo na eni strani obračala socialni položaj najemnikov, na drugi strani pa tudi praksa
centru za socialno delo. Najlepša hvala. Klemen, ti si svoj roko gor, potem pa bi še dal, potem bi pa prebrali še vprašanja, ki so jih iz publike zapisali, da ne pozamemo na njih še. Jaz imam en splošen komentar, ko je vezan tudi na pol te širše reforme, ki bodo sledile. In sicer ta, da se popolnoma strinjam, da po načelu dobrega gospodarja najemnine morajo pokrivati stroške, in biti jasno definirane in to mora biti transparentno. Težava je tukaj, da stroški gradnje so stvar političnega dogovora in ne tržnih mehanizmov, ko govorimo o javnih najemnih stanovanjih. In tukaj je ključno vprašanje, ki ga mora država nasloviti, ali bo te stroške nižala, ali bo te stroške dvigovala in jih prepuščala tržnim mehanizmom in potem posredno subvencionirala ljudi. Tukaj vidimo, da iz prvega osnutka in tukaj tudi nakazane imamo, da se bodo ti stroški deloma začeli prepuščati tržnim mehanizmom, kot je dostop do zemljišča, se ga bo plačevalo po ekonomski ceni, kot je financiranje, se ga bo zadolževalo na trgu, se pravi plačevalo obrestno mero. Kot je gradnja, se bo najemalo gradbena podjetja, katerim spet gradijo zato, da imajo donos. In tukaj je vprašanje stroškov gradnje in stroškov najemnine, ki morajo pokriti, vprašanje, koliko država tukaj subvencionira zemljišči za dokapitalizacijo, z dajanjem sredstev brez obrestnih. In drugo vprašanje, v kolikem času se mora investicija skladov povrniti. To pa odraža višino najemnine in to v zadrugi dobro vemo, da želimo, da se čim dlje časa vrača najemnina in s tem bomo vrača kredit in s tem bomo znižali mesečni obrok. In tukaj je vprašanje, ali bomo prišli na avstrijski sistem, kjer na Dunaju zagotavljajo stanovanje po 5 evrov na kvadratni meter, z 500 milijonov na leto, ki jih država vloži v stanovanja, ali pa bomo pač se prepustili tržnim mehanizmom tukaj v gradnji stanovanj in bomo predvsej drago gradili, kar pomeni, da bo država mogla iz drugega žepa subvencionirati višje stroške gradnje. Okay, hvala. Skratka, zaenkrat smo pri nevidni roki trga in se kaže na to, da ostajamo tam. To roko gospoda Gantarja pa vidim. Bom takoj dal besedo, samo še če je kratko vprašanje, lahko zdaj, če ne bi pa eno prebral, iz publike še kakšen časa. Zelo kratko odgovoril. Okay. Samo dve stvari. Jaz se s tem, kar je Klemen povedal, popolnoma strinjam. Govorimo o stroškovni najemnini, če to pomeni stroškovna najemnina pri ceni za kvadratni meter 4000 evrov, je to eno, če pa pomeni 2000, je pa to drugo. Zato vsi ti zadeve, ki jih je pa še Klemen omenil, se veljajo. Sama gradnja ne sme biti prepuščena špekulantskim manevrom in trgu na način, ki bi proizvedla čim višjo ceno stanovanja, da bi bila tudi najemnina čim višja. Tako da s tem se povsem strinjam, seveda. Ok, hvala. Zdaj pa eno vprašanje preberem, potem pa še Aljoša in pa Irena, ki vidim, da imate tudi roke gor. Zelo na kratko bi se obrnil na javno najemniško službo, ker zaenkrat še nismo kaj več o tem govorili. Predstavlja se kot, že v bistvu s prejšnjim predlogom spremembe, kot ena večjih pridobitev. Tudi zdaj se veliko upa polaga van, ampak moram pa sam priznati tudi mislim, da iz tega vprašanja razvino, ni čisto jasno, čemu je namenjena. Skratka, zdaj smo slišali, da je namenjen na regulaciji črnega ali pa zmanjševanju črnega trga. V ene izmed javnih razprav pred parimi dnevi na radiju je nekdo omenil, da je ključni cilj zmanjševanje števila praznih stanovanj. Skratka, zanima me, koliko se dejansko računa, koliko stanovanj bomo pridobili iz tega naslova, a sploh lahko govorimo o kakršnem koli ekvivalentu teh stanovanj v primerjavi z javno najemnih stanovanj, skratka so to poceni, tudi tako primerljivo poceni in tako varen najem, torej dolgoročen. In pa kakšen je tisti fond? Imamo kakšne zanesljive številke, s katerimi se operira tukaj, fond, iz katerega naj bi se jemala ta stanovanja. Tako na kratko. Aha, še morda strošek. Kakšna bo tukaj logika v ozadju? Kdo bo plačal to zasebno stanovanje in koliko? In kdo bo koliko plačal kot potem kot najemnik tega stanovanja? Morda najbolje gospod Polajner. Ja, hvala. Zdaj, tale javna najemna služba kot taka
služi vsemu temu, kar ste povedali. Skratka, za aktivacijo praznih stanovanj, zato da bodo del stanovanj, kjer neka najemna razmerja že obstajajo, lahko šel pod to okrilje javne najemne službe, za aktivacijo tistih stanovanj, ki so za nekoga prevelika, pa bo lahko z dohodkom oddajanja ta dve stanovanja v najem na drug način rešil svoj stanovanjski problem, ali pa bolj primerno, če govorimo o starejši populaciji, recimo prek kakšnih poskrbovanih stanovanj ali pa odhod v dom za starejše ali tako karkoli. Skratka, govoriti o samo enem segmentu, to se pravi, nekoga tangira, to mogoče ni smiselno. Skratka, ena groba ocena potenciala za to javno najemno službo je glede na lokacijo, lastništvo, površino, staro stanovanje in tako dalje, 20 do 30 tisoč stanovanj. To je zelo groba ocena, natančnejšo oceno bo dala neka študija, ki jo Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvaja v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije in bo seveda lahko potem podlaga tudi za nadaljnje bolj natančne številke, koliko je teh stanovanj, pa na katerih območjih so in tako dalje. Treba je vedeti, da sklad bo nosilec izvajanja te javne najemne službe in bo imel vlogo posrednika. Katera stanovanja so pa tista, ki jih bojo vzeli, je pa seveda zelo odvisno od tega, kje se ta stanovanja v prvi vrsti nahajajo. Skratka, javni stanovanjski sklad bo zainteresiran za stanovanja na območjih, kjer je potreba po najemnih stanovanjih. V prvi vrsti tam, kjer vemo, da so območja mestnih občin, kjer ljudje na neprofitna najemna stanovanja čakajo po več let in tako dalje. Tako kot je gospod Trink povedal, 4000, primanjkljaj 4000 stanovanj in tako dalje. Skratka, ne bo mogoče v javno najemno službo spraviti tistih stanovanj, kjer ne bo nekega povpraševanja po najemnih stanovanjih na nekem območju. Glede tega, kako naj bi se ta stanovanja oddajala, po predlogu zakona naj bi upravičencem do javnega stanovanja pridobljena stanovanja se oddala po neprofitni najemnini in sicer za nek določen čas, pri čemer je minimalno za 3 leta. Sam dogovor glede teh stanovanj, ki bi bila predmet te javne najemne službe, pač dogovor med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in lastnikom stanovanja, ki ga bo poskušal prek tega inštrumenta oddati. Neke številke ali pa koliko stanovanj bi bilo v kakšnem letu aktiviranih, vam bi pa zdaj zelo težko dal natančno. Skratka, Stanovanjski zakon oziroma ta sprememba nekako je rekla takole: v spremembi in dopolnitvi bomo v parih členih zapisali zakonsko ogrodje za to javno najemno službo in ko bo zakon sprejet, bo sprejeta uredba vlade, ki bo dejansko podrobneje določala vse te operativne zadeve, ki so vezane na javno najemno službo. In šele ko bo ta uredba vlade potem sprejeta, bo v 6 mesecih recimo potem čas, da Stanovanjski sklad zažene to samo službo in začne seveda tudi s pridobivanjem teh stanovanj. Ocene, ki smo jih dali pri javni obravnavi teh sprememb in dopolnitev zakona, so, da recimo upamo, da bo v letu 2021 to 100 zagotovljenih stanovanj, v letu 2022 potem 500, 2023 1000 in 2024 2000. To so pač ocene, ki so vezane tudi na letne stroške izvajanja te javne najemne službe, ki smo jih pač mogli v okviru javne obravnave opredeliti. Več bo pa pač znanja, ko bo dejansko zadeva zalaufala. Gre za nek nov inštrument, to je jasno, polagamo lahko nanj upe, zato, da bo ta inštrument dejansko sploh imel kakršnokoli možnost, da zaživi, je pa seveda potrebno doreči to davčno olajšavo, ki smo jo predlagali v zakonu, to se pravi neko spodbudo za oddajo stanovanj prek te javne najemne službe
v predlogu zakona je pač napisano, da bi ta davčna olajšava znašala 50% dohodka doseženega z oddajanjem premoženja v najem. Potem bomo pa videli, kakšen bo odziv tako trga, kot tistih, na katere dejansko ta javna najemna služba tangira. Tako kot ste rekli, jaz težko zdaj rečem, a je to samo za tiste lastnike, ki so lastniki praznih stanovanj, a je to za tiste, ki ima že nekega najemnika noter, pa bi zdaj radi prek javnega stanovanjskega sklada Republike Slovenije to najemno razmerje še naprej vodili, ampak da prenesejo odgovornost na sklad in tako dalje. Skratka, jaz bi težko rekel, da je zdaj tukaj samo ena ciljna skupina. Mislim, da je treba nasloviti kar cel spektr, to se pravi prazna stanovanja, tista, ki že obstaja neko najemno razmerje, stanovanja, ki so prevelika za nekoga, pa bi na ta način lahko bolj ustrezno ali pa gospodarno rešil svoj stanovanjski problem za neko prihodnost in tako dalje. No, tako da težko bi ciljno rekel, da je samo prazna stanovanja. Hvala. Če se ne motim, je ob javni razpravi, ob prejšnjem osnutku, gospod Remec rekel, da če se zgledujemo po Liechtensteinu, ki ga oni uporabljajo kot študijski primer, ob skoraj 100% davčni olajšavi so oni v 10 letih uspeli 500 stanovanj dobiti. Tako da upamo, če se bo Ministrstvo za okolje in prostor odločilo za ta ukrep, da bo nekoliko uspešnejši glede na ogromne stroške, ki to prinaša za to ministrstvo in pa proračun. Zdaj bi pa Aljoši dal besedo, ker imaš zelo dolg roko gor, pa Ireni. Pa mislim, da bomo počasi zaključili. Živijo, se slišima? Ja. En lep pozdrav sem, jaz sem Aljoša Petek Spica. Danes tukaj v bistvu predstavljam večkrat poglede mreže za prostor, ki je mreža nevladnih organizacij z področja urejanja prostora. In v mreži sledimo v bistvu vsem politikam, ki prispevajo k trajnostnim rešitvam in so tudi naklonjene blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. In zato že dolgo spremljamo tudi stanovanjsko politiko, ker konec koncev način bivanja v veliki meri opredeljuje tudi naše dnevne, predvsem mobilnostne, pa tudi druge prakse. In v okviru tega smo se seveda ukvarjali tudi z stanovanjskim zakonom in mogoče bi v okviru tega izpostavil, da je treba seveda ovrednotiti pristop Ministrstva za okolje in prostor, ki se je namesto že pripravljenega stanovanjskega zakona v bistvu odločil za spremembe zakona. In treba bi bilo izpostaviti tudi, da imamo pripravljen nacionalni stanovanjski program, ki velja od leta 2015 do 2025. In sledi bi bomo mogli v tem obdobju tudi neke ustrezne sistemske normativne spremembe. In temu je bil pač namenjen tudi prejšnji zadnji novi stanovanjski zakon, ki se je skrbno pripravljal, javna razprava je bila široka in s svojimi rešitvami bi tudi pač stanovanjsko politiko nekako sistematično preusmerjal z tega lastništva v bolj najemniško usmerjeno politiko. Ministrstvo se je torej namesto tega odločilo za spremembo obstoječega stanovanjskega zakona in čeprav so pač številne rešitve dobrodošle, ker smo danes že šli čez njih, predvsem glede uskladitve neprofitne najemnine, tudi glede javne najemniške službe, je pa vseeno tukaj treba izpostaviti, da gre za eno zamujeno priložnost uresničitve dobrega nacionalnega programa stanovanjskega. Vzpostavlja pa se tudi en dvom, oziroma čutim tale dvom, da bo sploh ta nacionalni stanovanjski program uresničen do leta 2025, ko je tudi do kadar je pač ta uresničitev tudi predvidena. Zato, ker ko smo že zelo dolgo recimo čakali na nov stanovanjski zakon, zdaj se je šlo namesto v sprejetje tega stanovanjskega zakona v spremembe, delne spremembe, kot smo vsi že večkrat izpostavili. In potem pričakujemo ta velik sistemski oziroma drugi del koraka naprej. In se sprašujem prvo, seveda, kdaj bo ta naslednji korak, potem pa tudi z vidika neke zagotavljanja alternativnih oblik stanovanj oziroma zagotavljanja primernih stanovanj. Smo zelo razočarani, da stanovanjske zadruge seveda niso več del teh sprememb oziroma pač predlaganih sprememb.
Zato bomo v okviru mreže tudi oddali pripombe, tako kot ste tudi povabili, gospod Polajnar. In tukaj so že občine v Sloveniji, ki samo čakajo, v bistvu, kot je že bilo izpostavljeno, da se stanovanjske zadruge zaženejo. Tu govorimo najmanj o Ljubljani, Novi Gorici, Idriji. In te minimalne ovire bi se po našem mnenju dalo vključiti tudi oziroma odstraniti tudi v teh spremembah stanovanjskega zakona. Zato bi predlagali, da se stanovanjske zadruge konec koncev uvrsti med neprofitne stanovanjske organizacije, da se za njih omogoči, tako kot je bilo že omenjeno, vsaj možnost brezplačne stavbne pravice na zemljišču v lasti občine, in pa tudi, da stanovanjske zadruge lahko strošek amortizacije in financiranja v okviru najemnine, da je ta lahko višji, do 5%. Zdaj, prej smo govorili tudi o teh tretjini določb, ki se lahko spremenijo v okviru spremembe zakona. Pred kratkim smo imeli eno, kako bi temu rekel, primer, kako zlahka je to ubiti. To je bil seveda primer gradbenega zakona, ki prinaša kar velike spremembe. In je bil, ko je bilo ugotovljeno strani pravne službe ali kakorkoli že pač to bilo ugotovljeno, da je teh sprememb več kot tretjino, se je v okviru te javne razprave preprosto javna razprava spremenila z eno minimalno elektronsko prilagoditvijo na e-demokraciji in je to postala v bistvu javna obravnava novega zakona. Tako da, kar se tiče neke vključitve še nekih dodatnih določb, ki bi recimo presegale to eno tretjino ali kakorkoli že, se mi zdi, da se to vseeno da lepo pravno speljati v obstoječih spremembah, tako da bi res apeliral, da se še enkrat razmisli o kakšnih določbah na temo stanovanjskih zadrug, še posebej, ker so te minimalne spremembe, ki omogočajo neverjeten preboj na tem področju nedvomno. Še enkrat bi pa rad za konec samo še povedal, isto moje vprašanje bo potem sledilo seveda, ampak ko govorimo o neki politiki, stanovanjski politiki, to ni stvar recimo ene vlade, vem, da je to zdaj debata širša od tukaj in tudi nesmiselno posebej odpirati, ampak nujno rabimo omogočeno sistemski zakon, ki bo potem, ne vem, vsaka vlada na tem gradila. Ne zdaj, da se računa, da do konca te vlade je mogoče to, do konca naslednje vlade je mogoče drugo in tako naprej. Ampak bi bilo res super, da se k tej problematiki pristopi kot nekaj, ne vem, razpolitiziranega in tako naprej in da se enostavno omogoči ta preskok naprej v celoti. Tako da eno vprašanje, mogoče dokaj nehvaležen, ampak ali bo pač nacionalni stanovanjski program uresničen do leta 2025, to me zanima. Hvala lepa. Hvala. Kratka replika morda, reč pa še Ireni. Potem bi pa zaključili, mislim, da. Popravičujem se, kar nekaj vprašanj nismo uspeli odgovoriti, veliko ste jih napisali. Mislim, da jih bomo vseeno javno objavili, pa tudi vse naše udeležence prosim, morda, če imajo komentar, kakšen na njih, da bi ga podali zelo na kratko. Hvala za vprašanje. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu predvideva tako sistemske rešitve, kot ene izmed rešitev, ki jih v bistvu tudi tale sprememba stanovanjskega zakona naglaša. Tako da vse tole, kar je v spremembi stanovanjskega zakona, dejansko sledi tistemu, kar je v resoluciji noter zapisan, se pa strinja, da to niso sistemske spremembe, ki so v resoluciji napisane, da bodo seveda izvedene najprej. Tako da, kar se tiče vrstnega reda, sigurno ne uresničujemo tega, kar v resoluciji piše, tako kot piše, da bo najprej sprejet nov stanovanjski zakon z stroškovno najemnino in tako dalje, ampak tudi ta sprememba in dopolnitev dejansko naglaša tisto, kar je pa cilj resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, to se pravi generalno zagotoviti neko stabilno možnost, da bodo stanovanjski skladi funkcionirali in seveda ukrepiti najemni trg, to se pravi, to sta te dve stvari. A bo resničen v celoti, mislim, da ga ni nacionalnega programa, pa ne glede na to, je stanovanjski ali pa kakšen drug, ki bi bil lahko v celoti uresničen. So pa noter zadeve, ki se jih da brez problema seveda potem tudi podaljšati v naslednje obdobje, če realizacija ne bi bila uspešna v tem 10-letnem obdobju. Tiste številke v akcijskem načrtu resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu dejansko kažejo na to, da pri sprejemanju nove zakonodaje trenutno zamujamo s temi načrti. Kar se tiče pa javne najemne službe, recimo
pa tega, da se dejansko nekako poskuša bolj aktivirati najemni trg, pa mislim, da določeni ukrepi so tam s tem, kar akcijski načrt pač predvideva. Pustimo se presenetiti, ampak tako kot sem povedal, program nacionalni je zbir vsega, kar bi bilo zelo dobro narediti, vemo pa, da je realnost pač taka, kakor je, imamo tretjo vlado v 3 letih, ali 4. Tako da zakoni se sprejemajo pa v parlamentu. Tako da žal trenutno je možnost iti za spremembo in dopolnitvijo stanovanjskega zakona, dejstvo pa je, da nek sistemski zakon, kot je že gospod Trink povedal, ideje so tudi o tem, da bi se ločili področja upravljanja, ki bi bilo posebej zakon o upravljanju etažne lastnine, pa potem stanovanjski zakon, ki bi bolj naslavljal samo najemna razmerja. To je zelo široka materija, ki zajema toliko različnih sektorjev, mnenj in idej, da pač preprosto je v mandatu, ki ga še ta vlada ima, ni mogoče uresničiti. Okay. Hvala. Irena, se mene sliši? Se ti sliši? A me slišite? Slišimo. Ok. Jaz sem Irena Bilčič in sem zaposlena na društvu Kralji ulice, tako da se z iskanjem stanovanja ukvarjam vsak dan. Tako da zdaj, da ne dolgovezim, ker smo res na koncu. Danes je bilo več kot uro pa pol govora o gašenju požarov. Pa tako, v tem zdaj v spremembah zakona, tudi v prejšnjem predlogu zakona, brezdomstvo niti ni omenjeno niti v enem stavku, tako rekoč. Mislim, da bi pa bilo nujno potrebno, da ga. Mi smo se odzivali tudi kot društvo, pa tudi kot zveza, društev, na prejšnji predlog zakona, tudi zdaj se bomo pač odzvali z nekimi priporočili. Tudi mnenja smo, pa tako, glede na to, da smo toliko tega dali, je bilo veliko teh nekih razprav in govorjenja, ampak osebno nimam občutka, da smo v bistvu imeli nek vpliv na oblikovanje tega zakona. Tako da bi, zdaj tukaj, kar je, čeprav je škoda, da temu tako rečemo, ampak tako, jaz bi res želela več komunikacije, pa tudi spodbujamo res komunikacijo med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in Ministrstvom za okolje in prostor, ker tako, kot ste v zadnji repliki rekli, da v bistvu bi ene stvari bilo potrebno ločiti in se ukvarjati tudi zelo konkretno z najemnimi razmerji. Tako da tudi, to je moje tudi vprašanje, v kolikšni meri v bistvu komunicirate s tem ministrstvom in se dopolnjujete. Ker na koncu so ljudje v zadregi, ker danes je bilo tudi veliko govora o subvenciji najemnine, je pa ta sistem precej kompleksen tudi za razumeti, za razložiti. Težko je, celo socialne delavke na centrih težko na roko izračunajo osebi, koliko bo imela subvencije, tako da se veliko ljudi odloča, v bistvu nima se na podlagi česa konkretnega odločiti za določeno stanovanje ali ne. Tako da me zanima, ali je namen v nekem krajšem roku ta sistem poenostaviti, se posvetovati z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pa tudi me zanima, kdaj bo lahko brezdomstvo in načini reševanja te skrajne oblike stanovanjske izključenosti, kdaj bo lahko obravnavano tudi na vašem ministrstvu, ki vendarle se ukvarja z stanovanji in domovi. In mi se zdi to eno izmed ključnih področji, ki bi moralo biti, ključnih, eno izmed zelo pomembnih področji, ki bi ga moralo obravnavati tudi stanovanjski zakon. Potem je tudi ena skrb, da z novim sistemom izračunov bo nižji srednji razred pahnjen v še večjo revščino. Namreč tudi na samem društvu opažamo v zadnjih 10-7 letih spremembo v populaciji, ker imamo vse več družin, imamo vse več zaposlenih.
In mislim, da s temi spremembami, ko so subvencije samo revnim, v bistvu omogočene, da en sloj še bolj bomo pahnili v eno zelo resno revščino, no. Tako da to je ena stvar. Druga, potem to, kar me v bistvu malo zaboli, oziroma je zabolelo me danes, da v bistvu smo zelo zlahka šli čez to spremembo krajšanja odpovednega roka in izselitvenega roka, in me zelo zaboli, ko pač rečemo temu pač tako okej, uvajamo tudi neko javno najemniško službo na podlagi v bistvu niti ne neke zelo jasne raziskave, koliko je v bistvu teh stanovanj in tako naprej. In ne vem, kje je potem zadrega pred tem, da bi uvedli ene mehanizme, ki bi najemnike varovalo. Naprimer, različne svetovalne, socialne in pravne službe, ki bi bile brezplačno na voljo osebam, ki se najdejo v tovrstnih konfliktih in ki bi bili na strani najemnikov. Ker, tako kot je rekla gospa Milena oziroma Joži, zakon naj bi ščitil ranljivejše. In najemnik je vseeno v neki ranljivejši poziciji kot pa najemodajalec. Pustimo potem nianse iz to, kar se zgodi, ampak to se gre bolj za izjeme, kot pa za pravila. Tako da v bistvu zelo spodbujamo zaščito najemnikov in mislim, da bi temu, da bi tudi te spremembe lahko se kaj, da bi se tukaj lahko tudi našel prostor za nas, no. To je to, da ne bom preveč dolga. Hvala, Irena. Zdaj smo že kar konkretno čez našo časovno omejitev. Jaz bi samo še enkrat poudaril, da gre za neko našo facilitacijo javne razprave in da pač kar se tukaj pogovarjamo, do sklepov, ki smo prišli, bomo posredovali tudi na ministrstvo v okviru javne razprave. Hkrati bi pa tudi vse vas, ki ste zdaj tukaj prisotni, pozval, da tudi vi sodelujete v tem in svoje komentarje, predloge tudi posredujete v okviru javne razprave na ministrstvo. Bomo v dogodek tudi delili povezavo, kjer to lahko naredite preprosto preko spleta, da se ne bo zgodila situacija ponovno, kot je komentiral nekdo iz ministrstva, največ komentarjev prišlo iz strani interesnih skupin, kot so lastniki nepremičnin in se tudi tiste potem najbolj upošteva, kot je gospa Milena prej lepo poudarila in tudi zdaj ti, Irena, zakon je tukaj, da ščiti najšibkejšega in hkrati, da ima pozitivni učinek. Ne morem mimo enega primera, mater samohranilke, ki je bila v enem izmed intervjujev ob prejšnji javni razpravi, ki že več let, mislim, da skoraj 10 let išče stanovanje, primerno stanovanje, javno najemno stanovanje, pa še ni imela te sreče. Sprašujem se, ali z temi dopolnitvami karkoli spreminjamo, da bo morda druga takšna mati samohranilka, ki bo morda jutri začela iskati stanovanje, do tega prišla kaj prej od 10 letih. Če je verjeti anketi, ki smo jo ravno kar izvedli, bo tudi ona čakala najmanj 10 let, ampak v besedah gospoda Polajnerja pustimo se presenetiti. Tako da vem, če ima do kakšno res nujna stvar za dodati, sicer bi pa s tem razpravo zaključil. Ravno kar je Nina delila z vami to povezavo, bomo tudi dali na Facebook dogodek, pa res najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali, prispevali. Tako gostje, uradni gostje, kot tudi vsi ostali deležniki. Hvala.